gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na koncertu orkestrov in solzic Glasbene šole Brežice. Lahko bi rekli tudi na enem od največjih koncertov šole, glede na število nastopajočih, saj bo danes na odru nastopilo skoraj 180 glasbenikov, učencev, nekdanjih učencev in profesorjev. In seveda na ta, kar aplavz. In seveda tudi na ta prijeten večer izrekam prijetno dobrodošlico čisto vsakem posamezniku danes tukaj pred našim današnjim večerom. No, torej, glasbeno otvoritev večera bo izvedel Harmonikarski orkester, ki je eden najstarejših šolskih orkestrov. Ustanovljen je bil leta 1950. Poleg rednih učencev glasbene šole imajo danes v orkestru svoje mesto tudi učitelji in nekdanji učenci, ki na takšen način zadovoljujejo svoje potrebe po druženju z glasbo in glasbeniki ter hkrati izražajo svojo pripadnost šoli, glasbi in umetnosti nasploh. No, od leta 2007 do 2021 je orkester vodil Danijel Ivša. Orkester se redno udeležuje revij harmonikarskih orkestrov glasbenih šol Slovenije na Jesenicah in mednarodnih tekmovanj, od koder se vračajo zelo dobrimi rezultati. Od leta 2021 orkester vodi profesor harmonike Uroš Polanec in zdaj ga vabimo v našo družbo, namenimo mu aplavz. Profesor Polanec prav tako poučuje v glasbeni šoli Sevnica, kjer vodi tamkajšnji orkester. Tako bomo danes tudi slišali in videli združena harmonikarska orkestra Glasbene šole Brežice in Sevnice. Orkestra sta pa tudi že nastopila skupaj in sicer v letu 2015 na Mednarodnem glasbenem festivalu v Bratislavi. No in danes bo seveda z orkestrom tudi prvič nastopil Val Vučank. Čestitamo! Prepuščam vas glasbi, uživajte.
Hvala harmonikarskemu orkestru. No, tako bomo tudi v nadaljevanju večera prepletali niti sodelovanj in glasbe. Morda se bomo času primerno tudi ozrli v preteklost in pomislili, kaj lahko storimo in pričakujemo v prihodnjem letu. Zagotovo pa seveda lahko pričakujemo kitarski ansambel, ki ga vodi dirigent profesor Tomislav Vrandečič. Kitarski ansambel je na šoli deloval med letom 1994 in 2006 pod mentorstvom profesorja Berislava Cerinskega. Po daljšem premoru je leta 2014 na pobudo profesorja kitar Tomislava Vrandečiča zasedba ponovno oživela. V ansambel pa so seveda vključeni zdajšnji in nekdanji učenci glasbene šole. Danes pa prvič nastopajo Blaž Plevnik in Patrik Putrik Šetinc. Čestitke! Znova jim namenimo močan aplavz. Uživajte!
Tako, hvala kitarskemu ansamblu. Seveda čez nekaj minut bodo zazveneli zvoki tamburic s tamburaškim orkestrom, ki sloni na temeljih dolgoletne tradicije tamburaštva na področju brežiške občine. Leta 2005 so upisali prve učence na oddelku za tamburice pri profesorici Anamariji Šimičič, ki jih je z ljubeznijo do glasbe vodila v skupno muziciranje. Pod njenim vodstvom se je leta 2010 orkester prvič udeležil srečanja tamburašev Slovenije v Ljubljani. Od takrat aktivno sodelujejo na šolskih in zunajšolskih nastopih ter revijah tamburaških orkestrov Slovenije. Vabimo na oder dirigentko profesorico Anamarijo Šimičič.
Namenimo jim aplavz. No, torej, nadaljujemo v glasbenem vzdušju naprej. Z nami bodo seveda v nadaljevanju zvoki Citar s Citararskim orkestrom, ki združuje približno 20 sedanjih in nekdanjih učencev glasbene šole Brežice in je bil do nedavnega edini citararski orkester v Sloveniji. Poleg citar, ki predstavljajo večino v orkestru, sodelujejo še kitara, harmonika, violina in kontrabas. Orkester že od ustanovitve v letu 1999 vodi profesorica citar Anita Veršec, ki je spodbudo zanj dobila na različnih seminarjih v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Orkester je izdal 2 zgoščenki, Ko strune citar zapojo 2009 in 15 let živih spominov leta 2014. Vsako leto člani orkestra tudi pripravijo koncert v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice in sodelujejo na različnih prireditvah po Sloveniji in drugje. Leta 2019 je beležil 20 let delovanja s svečanim koncertom v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice. No, tako zdaj tudi prijazno pozdravimo vodjo citararskega orkestra, dirigentko Anito Veršec. Samo še ta informacija, da bomo na to stopili v praznično vzdušje tudi z vokalno skupino Solzice, ki bodo v enem delu nastopile skupaj s Citararskim orkestrom. Zdaj pa uživajte.
Žile so se nam solzice, namenimo jim en močan aplavz. No pa naj jih predstavimo. Torej, vokalna skupina Solzice so z delovanjem začeli že v šolskem letu 1990-1991 pod okriljem glasbene šole Brežice. Svojim prepevanjem pa ne zastopajo le glasbene šole, temveč tudi občino Brežice in Posavje, tako v Sloveniji, kakor tudi izven domačih meja. Pevke pa seveda že vsa ta leta vodi in povezuje Marjetka Podgoršek-Horžen. Aplavz. No, v minulih letih so nanizale vrsto zavidljivih uspehov, potrjenih številnimi priznanji doma in v tujini. Še vedno se s posebnimi občutki spominjajo utrinkov z odra v italijanskem Riminiju, kjer so oktobra 2011 osvojile srebrno plaketo in si z drugim mestom v svoji kategoriji zaslužile uvrstitev v veliki finale in zaključni večer tekmovanja, kjer je sodelovalo 6 najboljših zborov celotnega tekmovanja. Omeniti velja tudi zelo plodno leto 2010, ko so na zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru osvojile zlato priznanje. Isto leto so to žlahtno priznanje dopolnile še z 2 zlatima priznanjima na mednarodnem tekmovanju Lipanjski zvuci na Hrvaškem. Oktobra 2014 so dosežkom dodale še 2 zlati priznanji, ki so ju pripele na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Calais v Španiji. V preteklih 5 letih se med dogodke, ki so pustili velik pečat, prav gotovo uvrščata koncert ob 70-letnici glasbene šole Brežice in sodelovanje s skupino Sudar Percussion na koncertu v dvorani Vatroslav Lesinski v Zagrebu. Na mednarodnem tekmovanju Slovakia Cantante v Bratislavi leta 2018 pa so bile Solzice za sodelovanje v 3 kategorijah nagrajene z 2 zlatima in 1 srebrnim priznanjem. O praznovanju 30. obletnice delovanja so Solzice v mesecu maju 2022 pripravile 2 nepozabna koncerta v Viteški dvorani gradu Brežice. Vsi rezultati in seveda zvesti poslušalci so nagrada za uspešno delo sestava in njegove zborovodkinje. Svojo energijo in iskreno pesmijo so se Solzice skozi leta močno vpele v lokalni in nacionalni prostor. Prvič nocoj pa seveda z njimi nastopata Katja Vovčak in Tjaša Žagar. Dovolj besed, prepuščam vas glasbi. Uživajte. Prišli zaradi tega, ker vince sladko
prišli zaradi tega, ker vince sladko je. Mi fantje dvile vinca od vina stojili. Naj piješ pa vodo, ker vinca vredna ni. Naj piješ pa vodo, ker vinca vredna ni.
Tako, hvala vokalni skupini Solzice in zdaj smo že čisto v prazničnem vzdušju, kaj ne? In zdaj, če ste bili mogoče vmes tudi pozorni, zunaj sneži, to, kar si tudi želimo za praznične dni, a ne? No in naslednji, ki bodo simbolično nekako naznanili začetek vsega lepega, kar se nam bo dogajalo tako nocoj kot seveda v prihodnjem letu, bodo nastopili godalni orkester pod dirigentsko palico s profesorico Andrejo Haber Požar. No, godalni orkester je bil ustanovljen v šolskem letu 1995-1996. Prva dirigentka je bila profesorica violine Svetlana Mulc. Od takrat redno sodeluje na revijah godalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije in na vseh večjih šolskih koncertih. V šolskem letu 1997-1998 je vodenje godalnega orkestra prevzel Vladimir Zlatko Sverak. Po njegovi upokojitvi je vodenje godalnega orkestra prevzela profesorica Andreja Haber Požar. V času njene odsotnosti sta orkester vodila tudi profesor Madan in profesorica Lara Rimac. Glasbeniki so že pripravljeni, torej povabimo seveda v našo družbo tudi dirigentko profesorico Andrejo Haber Požar.
Hvala seveda godalnemu orkestru, tako se seveda pripravljamo in počasi so torej v pripravljenosti tudi pihalni orkester, se nas bodo dejansko z glasbo popeljali v najboljši del leta. Predtem pa seveda predstavimo njihove začetke. S prvimi vajami so začeli leta 1967. V šolski kroniki lahko preberemo, da je bil orkester zelo aktiven in priljubljen v samem kraju in širše, vse do zadnje omembe leta 1974. Po daljšem premoru je 22. aprila 1997 na koncertu Znamo tudi drugače ponovno zaigral pihalni orkester naše glasbene šole. Torej dirigentske palice in pedagoškega vodenja se je lotil profesor klarineta Igor Požar. Po 7 letih uspešnega dela je v šolskem letu 2004-2005 orkester prevzel profesor trobente Miran Petelinc. Šolskim letom 2013-2014 je bila taktirka predana profesorju pozavne Toniju Škalerju. No, orkester sestavljajo sedanji učenci, zato pa nas seveda tudi veseli, da se redno vključujejo v delo orkestra tudi nekdanji učenci in profesori. Orkester se letno predstavi vsaj 2-krat na koncertu šolskih orkestrov v decembru in v aprilu. Prav tako se udeležuje revij pihalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije. No, ponosni smo, da veliko učencev tudi po zaključku glasbenega izobraževanja nadaljuje svojo glasbeno pot v lokalnih pihalnih orkestrih. Povabimo torej v našo družbo seveda dirigenta, profesorja Tonija Škalerja. Predstavimo še nove člane, in sicer na flavti Špela Baznik, Loti Krošelj, aplavz. Na klarinetu Nika Blažinč, Aleksandar Borovšak, Julija Cvetkovič, Ruben Merljak, Lana Radonovič. Saksofon Nika Urek. Trobenta Kukovičič Luka. In tolkala Adrian Mujčinovič in pečar Anže. Čestitamo.
Torej, prepuščam vas glasbi, uživajte.
Tako, preden se seveda prijetno prepustimo večeru in druženju, bomo prisluhnili še simfoničnemu orkestru, ki je nastal v želji, da učencem glasbene šole ponudi možnost spoznavanja zadovoljstva, ki ga ponuja igranje v velikih ansamblih, in na podlagi razvoja oddelkov, na katerih poučujejo igranje orkestrskih inštrumentov, je v šolskem letu 1999-2000 nastal simfonični orkester glasbene šole Brežice. To je ansambel, ki po svojem, lahko bi rekli, stažu sodi med najmlajše šolske skupine, a kljub temu zadovoljuje potrebe po duševni hrani velikemu številu naših sedanjih in nekdanjih učencev ter poslušalcev. Svoj prvi nastop je orkester imel 15. aprila 2000 na reviji simfoničnih orkestrov glasbenih šol Slovenije v Krškem. No, kot ena majhna posebnost je v okviru svojega programa so seveda zaigrali 2 stavka simfonije 22 v C-duru takratnega učenca Jureta Godlerja. Tako se naš orkester še pripravlja in prvi dirigent orkestra je bil profesor violine Vladimir Zlatko Sverák. Od leta 2009 pa orkester uspešno vodi profesor trobente Miran Petelinc. Tako, kar povabimo na oder, seveda gospoda profesorja Mirana Petelinca. Hvala dirigentu. Torej, nova moč orkestra pa so Nikolaj Marjan Smukovič, Ajda Ogorevc, Eva Rus. Dajmo aplavz. Na violončelu Dimitrij Mraz, Lijan Žrlič, Kiara Špeljak. Malo postavitve še. No in tudi nova moč na klarinetu je Anej Bašič. Saksofon Luka Richter. Rog Urška Kovačič in Anita Kiraj. Tuba Blaž Vogrin. In tolkala Max Podgoršek. Spoštovani, vemo, da je čarovnija glasbe najčistejši jezik duha in v takšni čarovniji skupaj z glasbo se seveda počasi bližamo k koncu današnjega večera. Torej, ostanimo obdani z ljubeznijo, ob kateri vedno v lepoti zažarita nov svet in nov čas. In kot je zapisal Paulo Coelho, ničesar onkraj ljubezni ni. Ljubezen je tista, ki vrti ta svet in varuje zvezda na nebu. Hvala vsem, predvsem organizatorjem glasbeni šoli Brežice, ki ste prispevali, da smo se in se še bomo nocoj imeli lepo. Hvala ravnatelju Danielu Ivši, mentorjem, učiteljem in hvala vsem nastopajočim, ter seveda vam, spoštovani, da ste se odločili nocojšnji večer preživeti v naši družbi. Tako, jaz vas prepuščam simfoničnemu orkestru in seveda na to ostanite še nekaj trenutkov z nami in izkoristite to priložnost za skupno druženje in sproščen klepet. Naj vam bo vse dobro v letu 2024. Srečno!
cielo